Vroče pa je tudi na domačem političnem parketu, kjer spremljamo plaz pozivov k odstopu. Potem, ko je Levica zaradi dolgov k takšni potezi pozvala poslanca Resnice Borisa Mijića, zdaj predsednik Resnice Zoran Stevanović k prevzemu odgovornosti poziva Luko Mesca, ker naj bi imel pri obravnavanju domnevno oškodovanih delavcev v podjetjih dvojna merila. Kaja Kobetič. Po razkritjih, da poslanec Resnice Boris Mijić, takrat še kot direktor podjetja Progros, državi in delavcem dolguje več 10 000 evrov in po pozivih opozicije, moralna dolžnost bi mogla biti, da tak človek odstopi. Predsednik Resnice s pozivi vrača in zahteva odstop koordinatorja Levice Luke Mesca in razlog dejstvo dvojnih meril. Ob tem pa se sklicuje na primer domnevno opeharjenih delavcev v podjetju SSI Šefer. Tam zaposleni naj bi bili po besedah pooblaščenke nekaterih delavcev oškodovani celo do 40 000 evrov na leto. Neizplačevanje nadur in neizplačevanje dnevnic in neizplačevanje vseh ustreznih ostalih dodatkov k plači. Ponarejene so bile plačilne liste, potni nalogi in A1 obrazci za tujino. Gre za približno več kot 5000 ponarejenih dokumentov. Glede očitkov smo se obrnili tudi na podjetje, a nam niso odgovorili. Zadeva se vleče od leta 2020. Kljub začetni obljubi ministra Mesca, da nam bodo pomagali, niso naredili nič. Mi je bilo naznanjeno kaznivo dejanje vsem ministrstvom in pa delavski svetovalnici, prav nihče ni ukrepal, tako da mi je res zanimiva ta gonja proti neplačilu 3 delavcev, katero odločno obsojam. Napad je najboljša obramba, pa prvemu med enakimi odgovarja nekdanji minister za delo. Kot minister sem naredil vse, kar je bilo v moji moči in pristojnosti, da oškodovanim delavcem podjetja SSI Šefer pomagam. Napad, ki si ga je privoščil Stevanović, nima nikakršne osnove, predvsem pa ni vreden predsednika parlamenta. Je pa jasno, od kod potreba za takšno obračunavanje. Predsednik, ki bi moral predstavljati vse poslance, poskuša v paniki zaščititi renome svoje stranke Resnica. Predsednik državnega zbora s prstom pokaže tudi na vodjo delavske svetovalnice, ki je pred dnevi javno spregovoril o razmerah v podjetju Stevanovićevega poslanca. Sem rekel, da zapise raznih Facebook trolov ne komentiram. Naj pa bi se na delavsko svetovalnico obrnilo še več oseb in naznanilo za več kot 50 000 evrov domnevnega dodatnega dolga Borisa Mijića. V resnici pred kamere danes niso stopili.